Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes spet karte prehodu novo dobo. Da vidimo 3 sporočila za vas. Nova pot. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti. Ta ideja, ki jo imate, je prava za vas. To sporočilo, ki ga imate, je pravo za vas. Ko si upamo slediti temu, a veste, ko narediš prvi korak, takrat samo nadaljujte. Boste videli, končni rezultat lahko preseže vse, kar je sploh možno. Upaj si narediti korak v neznano, upaj si premagati svoj največji strah. Zaupaj, da te stvarstvo podpira, si na preizkušnji. Ali zmoreš izpustiti vse staro in se podati v neznano? Ali zmoreš predati vse, na kar si navezana? Varna si tukaj in zdaj. Zate je vedno poskrbljeno. Tebe podpirajo vse svetle sile. No, in dejstvo je, da ko upamo res narediti korak v neznano, sledite temu, ne razmišljati, nimam denarja, ne da se, ljudje me bojo obsojali, itak vas bojo, pa sej, za dobrim konjem se vedno za dobrim konjem se vedno kadi. To je dejstvo. Ljudje pač o nečem morajo govoriti in tisti, ki imajo največ za predelati, pač tisti se ukvarjajo z bolečino drugih ljudi, ker se pač s sabo ne želijo ukvarjati. No, naslednje sporočilo za vas je tole. Aha, ta ideja, to je noseča boginja. Osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. Imate idejo, imate nekje noter vsem neko sporočilo, nared to. Nekaj ti govori, se pravi, ta ideja že raste. Mogoče še ni čas ta trenutek, ker je včasih treba kakšno stvar počistiti. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine. Ko objamem drevo, solze čistijo mojo dušo. Vse je tako, kot je prav. Zaupam. No, in to sporočilo, glejte, pa še ta noseča boginja je nastala. Veste globoko v sebi, kaj je treba narediti. Ampak te korake ne moramo narediti, dokler ne počistimo starih zamer, potlačenih čustev, to, kar nas bremeni. Dokler mi tega ne počistimo, ne moramo nikdar iti naprej. Zato, ker te vleče ta elastika nazaj. In v življenje smo prišli se naučiti lekcij. Družina ni naključje, partnerji niso naključja, otroci niso naključja. In vse, kar nas je ranilo, zato je tako pomembno, ozaveščam. In zato najlažje je, če greste pisati. Napišite, kaj me bremeni pri določeni osebi, kaj je zameram, kaj me je ranil. Glejte, ko začnemo ozaveščati, jaz sama sem to šla delati in ko sem šla to pisati, recimo, kaj je tisto, kar me je ranil pri moji mami, pri mojem očetu, vam povem, da ko sva z mojo sestro pisali v to, ona ima čisto druge stvari za predelati v življenju, kar jih imam jaz za predelati. Vsak v svojem življenju ima svojo težo, ja, in svojo šolo. Vsak izmed nas ima sam nekaj za narediti, zato ker nismo na istem potovanju, ampak smo na potovanju skozi življenje, imamo pa svoje stvari za predelati. No in tretje sporočilo je pa tole. Jaz sem popolna. Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. Resnica je ena. No, zdaj pa to. Niste čudni. Če vam glas v vas, ko vam prva misel gre skozi možgane, to je ta pravo sporočilo. Prva zadeva, kar vam gre, lejte, boginja v meni pozna vse odgovore. Dobivam popoln odgovor. Modrost je v meni. Vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren. Hodim v svetlobi vere in samozavesti. Zaupam procesu življenja. Dejstvo je, da veš. In potem, ko veš, želiš nekaj narediti. In potem ti pa ljudje rečejo, ne motiš se. To, kar ti misliš ali pa čutiš, ti si čudna, to ne velja. Ni res. Glejte, vaši občutki so resnični, so vaši. Čustveno telo je samo senzor, da vi lažje zaznate, kaj se dogaja. In občutki, ki jih imate, so pravilni. Zaupajte temu svojemu notranjemu glasu, ki vam govori,
Govori vam točno to, kar vi morate vedeti tisti trenutek, ker ste v stiku z resnico. Pojdimo naprej skozi ta sporočila. Naslednjo pa je, da ste vi bitje svetlobe. Vi ste bitje luči. Vi ste bitje svetlobe. Vaše srce je polno brezpogojne ljubezni. In vsi smo ustvarjeni po božanski podobi, vsak izmed nas. In kar smo vsi prišli tale notranji diamant čistiti. Zanimivo, da imam zdaj še obleko tako, ker lahko bi bili listki ali pa odtenki diamanta. Pač te temne lise je treba prečistiti. In vsak izmed nas ima te temne lise. Največ temnih lis je povezanih s tem, da za nas ženske govorim, mi ženske, da se nehamo truditi, da osrečujemo druge. Da se naučimo, da prva stvar je potrebno, da osrečimo sebe in ko mi sijamo, imajo vsi od te naše svetlobe absolutno korist. Jaz sem nosilka luči, poslana sem, da kot sonce svetim ljudem. Jaz sem angel sprememb. Vsako jutro si vzamem čas, da me energije jutra napolnijo, svetim z ljubeznijo. Ja, in to delam. Zdaj pa naslednja stvar, da lahko začneš svetiti z ljubeznijo, zdaj vam pa dam nasvet. Ko si jutranji, to jaz delam, ali pa tudi zvečer, jutranji ritual, sem v miru in dovolim, da misli odidejo. Jaz znam rekla, da znam meditirati, ampak to je moj način. Grem v to, kaj občutim, v sebe noter. Pa je druga stvar pa, a veste, tako kot vzameš škaf vode in greš pomivati po tleh, lahko pregledaš na energijskem nivoju, kje je zastala energija. Pogledaš in dobesedno počistiš, tako kot bi vzel nevidno gobo in počistiš prostore. Vzameš nevidno gobo in umiješ svoje telo in zaznaš, kje je blokada. Sploh, kako pazimo svoje blokade, če imamo težave z očmi. Se pravi, je treba ta del počistiti. In gremo v nasprotni smeri uringa kazalca, počistimo in ožamemo to gobo v slani vodi. To lahko vse vizualizirate. Vam povem, kaj je enkrat ena gospa naredila. Lahko si tudi predstavljate, da zmečate to umazano energijo v ogenj. In delala je ne vem, če še dela, v vrtcu oziroma v popoldanskem varstvu. In otroci so bili nemirni. Je rekla, veste otroci, zdaj bomo pa mi tako naredili. Predstavljali si bomo tukaj ogenjček in bomo te težave zmetali v ta ogenjček. In otroci so jo logično poslušali in so šli lepo metati te težave v ogenjček. In potem so šli domov. In popoldne je bil požar v kuhinji. Pa reče, a misliš, da je tukaj povezan s tem, mi smo pozabili pogasiti ta navidezen ogenj. Tako, jaz verjamem, da je vse najprej v tem svetu misli, ki se manifestirajo v osnovnem svetu. In ja, misli imajo neverjetno moč, zato ker če gledamo, kaj piše v Svetem pismu, na začetku je bila beseda, ampak beseda lahko nastane iz misli. In beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. No, zdaj pa druga zadeva. Dajmo to zdaj mi prevesti. Če smo mi ustvarjeni po božanski podobi, pomeni, da v začetku je bila beseda in beseda je pri nas, ljudeh, ker smo po božanski podobi ustvarjeni. In to, kar izražamo, se manifestira. No, zdaj pa, kaj pa izražamo? Zato dajte blagoslavljati ljudi okrog sebe. Moč prekletstva je neverjetna. In tudi s tem, ko mi prekovnemo nekaj, nekoga, kakšno stvar, s tem blokiramo tok energije. Zato blagoslavljajmo. Vse tisto, kar želimo, da se izboljša, pošiljamo moč blagoslova, lepe energije. In vse tisto, kar naj odide, blagoslavljajmo. In vse tisto, kar želimo, da pride v naše življenje, blagoslavljajmo. In prav pri tem zadnjem, kaj pa želimo, da pride v naše življenje? No, dajte napisati. Želim si kaj? Zdaj tukaj ima pa veliko ljudi problem, ker je tisto, ne si želeti. Zato, ker nekdo, ki si želi, slab človek. Daj si napiš, želim si kaj? Zdravo telo. Napiš si, želim si, ne vem, nekaj na finančnem področju, želim si kakšen odnos, kakšne odnose v družini. Zapište. Vse to, kar je napisano, ima veliko večjo moč, zato ker to je že izražena beseda.
Dokler je ta izražena beseda samo v mislih, je to samo pobožna želja. Ko jo vi zapišete, se ta beseda začne manifestirati. Zato začnite pisati, ampak ne v bodočnosti, ampak začnite pisati zdaj. Tako hvaležna sem za, no kaj, svojo idealno službo, za svoj uspešen posel, za svojega ljubečega partnerja, za svoje otroke. Zakaj? No in zdaj seveda tiste, ki imate težave z zanositvijo, ja, najprej je treba energijo maternice, mod, spolnih organov pozdraviti in na te organe se prilepi energija, programi staršev, starih staršev, da je spolnost grda. Zato je treba tudi te programe počistiti in si dovolj, da pride nov tok energije v naše življenje in boste videli, življenje je čudež. Samo dovolite, da se vam čudeži začnejo dogajati. Imejte se radi, uživajte in ja, življenje je lepo.